Marko Mehcun, vodja filmskega programa Grossmanovega festivala 2026. No, tekmovalni program Hudi maček prinaša 5 filmov, ne? Med drugim enega v baskovskem jeziku, pa japonskega, norveškega, francoskega, sicer pa črna komedija, brutalni thriller, šok in še to. Rdečo nit skozi te filme vodijo pa močne ženske vloge. Ja, zdaj, če gremo najprej k rdeči niti, moram povedati, da to zdaj ni bilo nekaj namernega, izbrali so filme, ki so bili najbolj všeč, ne? In očitno je, da je vedno več takih filmov, ki se ukvarjajo s tako tematiko, tako da taka stvar ne more presenečati, ne? Mogoče bi izpostavil kar ta 2 filma, ki bosta jih predstavila režiserja, gosta, ki prijeta, in sicer gre za srbski film Karmadona, režijski prvenec, scenarista razvpitega srbskega filma, ne, ki je pred leti dvignil ogromno prahu in velja za najbolj kontroverzen film svoje dobe. No, gre pa za njegov režijski prvenec Karmadona, kjer bodoča mama dobi klic od Boga, kot bi se lahko reklo, in mora delati to, kaj naroči, ker ji zagrozi, da ji bo drugače ubil še nerojenega otroka. In to, kar mora delati, glede na to, da gre za scenarista srbskega filma, lahko mislite, da ni sajenje rožic in podobnega, ne. Hkrati je tudi film kritika današnje družbe, se pravi tega kulta samega sebe, resničnostnih šov in influencerstva in podobne, novodobne navlake, ne. Drugi film, ki bi ga izpostavil, pa je francoska, bi rekel, alternativno zgodovinska grozljiva drama, žalujoči. No, tu bi mogoče povedati, da gre skoraj za celo svetovno premiero, saj bo film predtem prikazan samo še na švicarskem festivalu v Neuchâtelu. Kot sem rekel, gre za tako alternativno zgodovinsko, recimo dramo o tem, da razsaja neka bolezen, neka čudna kuga, ki ljudi spreminja, neko zombije, ali kako bi rekel, ki jih potem dajo take lesene maske gor in jih spustijo v divjino, tam, mislim, precej bizarna zgodba, prav tako pa tudi kritika, ne vem, te konzervativizma in lova na čarovnice in podobnih stvari, no. Zunaj tekmovalnega programa pa naprimer novi del iz franšize Zlobnih mrtvecev. Videli bomo tudi stare klasike, metalsko grozljivko. Tukaj je tudi nadnaravna grozljivka povedana s strani psa, ne? Se mi zdi, da je precej zanimivo to, takoj ko sem v filmu prebral, sem rekel, da ga moramo dobiti vsaj v selekcijo in izkazalo se, da je film precej dober oziroma zelo dober. Ja, mislim, da je to verjetno prvič, da je film posnet in to grozljiva, nadnaravna grozljivka, kaj bi rekel, duhovi, z prikaznimi, posneta iz zornega kota psa. Tako da je pes v glavni vlogi in dejansko ta pes zaznava ta prikazovanja teh nadnaravnih biti in tega. In moram reči, da je film izredno napet in res nekaj posebnega. No, kot zanimivost tu povemo, da je glavno vlogo potem odigral kar dejansko režiserjev pes, ne, imenovan Indi. Izven tekmovalnega programa bi izpostavil še res bizarno komedijo, akcijsko afriški kung fu nacisti 2 Bum Bum. Gre za nemško, gansko, japonsko koprodukcijo. Hitler, ki je še živ, kandidira za predsednika v Gani. Tako da mislim, da je to že dokaj intrigantno. Povedal bi še samo to, da se nam bo pridružil prav tako režiser filma Sebastian Stein, ki bo pozneje tudi vodil delavnico oziroma masterclass o tem, kako posneti film v Gani. No, Grossmanov festival se je v svetu uveljavil tudi zato, ker vsako leto privabi kakšnega res odmevnega gosta ali več njih. Koga imate letos? Letos smo še prav posebej ponosni in veseli, da se nam bo pridružila zvezda tako grozljiv kot akcijskih filmov in komedij, in sicer gre za Caroline Munro, ki smo jo lahko gledali kot Bondovo dekle oziroma Bondovo negativko v filmu Vohun, ki me je ljubil. Gledali smo lahko v Sinbadovem zlatem potovanju, gledali smo jo lahko v množici Hammerjevih produkcij, tako da res smo zelo veseli, da se nam bo pridružila. Bo pa tudi ona predsednica žirije tekmovalnega programa za celovečerne filme.
Borut Horvat, v spremljevalnem programu Grossmanovega festivala želite, kot pravite, vse lokacije ohraniti v mikrokrogu, ne? Zdaj, Grossman je tudi festival fantastičnega vina, ne le filma. Torej, že v samem imenu festivala imamo fantastični festival filma in vina. Že na naši drugi ediciji pravzaprav so takrat vinarji rešili našo eksistenco, ker za prvi festival smo še dobili neka evropska sredstva, potem smo pa mogli preživeti po svoje in oni so podprli nekako naš festival, neka lokalna industrija. Tako da imamo 3 do 4 dogodke vsako leto pač na temo vina. Letos mlade vinarke so v tekmovalnem programu, gre za 5 mladih vinark, vse so iz štajerskega območja in nekako nadaljujejo tradicijo vinarstva v njihovih družinah in bodo predstavili svoje vino na festivalu. To gre za različna vina, mislim, da sta 2 penine izmed teh 5 vin. Glavnem, če je zelo vroče, so penine malo favorizirane, ampak dobro, to je bolj za šalo. Sicer pa ja, v četrtek pa imamo v spremljevalnem tem vinskem programu pa mlade vinarje. Kaj izstopa še v letošnjem spremljevalnem programu? Mogoče to, da smo nadgradili subkulturno tržnico, postavili jih bomo v novo ulico, predstavili se bodo lahko na večjih stojnicah, od tega, da bodo igrali razne igre, do tega, da bodo prodali razne spominke, v bistvu zelo paša za oči. No? Sicer pa kar se spremljevalnega programa tiče, kot vedno imamo tudi glasbene večere, se pravi glasbene after dogodki. In pa seveda zombie walk, ne? Seveda, maskiranje za zombie walk. Tukaj imamo to srečo, da imamo v naši ekipi Matejo Nabršnik, mojstrico izdelovanja filmske maske. Ona vodi pri nas tudi delavnico izdelovanja teh mask in že tradicionalno ti udeleženci te delavnice pozneje na maskiranju za zombie walk priskočijo na pomoč in namaskiramo tam cirka 150 ljudi v različne filmske like, od zombijev do vseh živih, bomo rekel, mask, ki si jih ljudje, eni pridejo slikami, kaj bi radi bili, drugi pač in seveda v svojih zmožnostih jih Mateja za svojo ekipo namaskira. Potem organiziramo ene vrste povorko. Tradicionalno že imamo različne glasbene skupine, ki igrajo na tej povorki in spremljajo zombije, ki potem se sprehodijo po ulicah Ljutomera.